Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom povedal o mojih miselnih in vedenjskih vzorcih, ki jih vse bolj ozaveščam, ki me omejujejo in ki jih želim čim intenzivneje preobraziti. Skozi moje odnose z drugimi v preteklosti sem začel razmišljati, kako bi lahko vzpostavljal bolj kvalitetne odnose in pa tudi, kakšna je moja osebna odgovornost glede tega, torej kaj jaz lahko na moji strani naredim, da bi se stvari izboljšale. Marsikaj sem v zadnjih 10 oziroma 20 letih ozavestil. V zadnjem času pa vse bolj postajam zaveden določenega vzorca, ki je moj glavni, ki me najbolj zaznamuje in omejuje. Ta vzorec je tak, da sicer kažem, kot da sem naravno vedoželjen, da me vse zanima, raziskujem vse mogoče na tem svetu iz svoje osebne pristne vedoželjnosti, da bi razumel, kako ta svet deluje, da bi se lahko čim bolj znašel v tem svetu. Posledično sem pridobil precej širokega znanja in ko potem komuniciram z drugimi, rade volje, z veseljem, kaj povem glede tega, da to znanje predam naprej. Kar pa je omejujoče pri tem predajanju znanja, pa je to, da ko ga podelim z drugimi, se počutim potem zelo dobro, ponosno, veselo in se posledično počutim, kot da sem bolj pomemben od drugih, kot da sem več vreden. In ko drugi potem to moje zadovoljstvo opazijo, kako se dobro počutim, ker vem nekaj več od njih, se seveda počutijo ponižane, počutijo se slabo, kot da sem nekaj manj. Skratka, do zdaj sem deloval v komunikaciji z drugimi predvsem na ta način, da sem hotel na njih narediti čim boljši vtis, da bi jih pozitivno šokiral, da bi bili presenečeni na pozitiven način, kaj vse znam in kaj vse zmorem. Torej, moja glavna motivacija pri odnosu z drugimi je bila to, da bi se čim bolje počutil, da bi se počutil kot nekaj več, da bi samega sebe lahko imel za nekaj več vrednega. In to je tisto, kar želim spremeniti. Želim z drugimi komunicirati na ta način, da bi bil enakovreden, da bi vzpostavljal odnose medsebojnega spoštovanja, da bi drugim podelil tiste informacije, ki jih imam z namenom, da drugim iskreno pomagam, ne pa samo, da samega sebe poveličujem in povišujem. Učim se torej skromnosti in ponižnosti v komunikaciji z drugimi in seveda bom moral še precej vaditi na tem področju, da mi bo to vedno v popolnosti uspelo. Priporočam tudi vam, da pogledate, kako komunicirate z drugimi. Ali želite narediti vtis na druge in zakaj? Kaj je tisti vzrok?
Ugotovil sem, da težnja po temu, da bi na druge naredili zelo dober vtis, izvira predvsem iz občutka lastne manjvrednosti. In če želimo to popraviti, moramo prevzeti osebno odgovornost in se vprašati, zakaj se počutimo manj vredne, manj pomembne. Kdo nas je v življenju ponižal, zakaj se še vedno opiramo na te spomine iz preteklosti in kako si jih lahko osvobodimo. Gre tukaj za pogled v sebe, za samorefleksijo, da se osvobodimo tistega, kar nas omejuje, kar vzpostavlja v odnosu z drugimi manjvrednost ali večvrednost. To počnem že precej časa preko pisanja spletnih dnevnikov in snemanja videodnevnikov in še naprej bom to počel, dokler se ne bom v popolnosti osvobodil tega egoizma, da bom v popolnosti zadovoljen z sam sabo in da ne bom druge več želel poniževati in narediti na njih vtis. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.